Gospod Erjavec, koliko je poslancev po zadnjih minuto nazaj znanih rezultatih? Po mojem, da zanesljivo 8. Zanesljivo 8. A pol je politika populizma nekako uspela? Mi se nismo posluževali nobenega populizma, bili smo pa prijetni v volilni kampanji in tudi moram reči, mi nismo dejali praznih obljub. Mi tisto, kar smo obljubili, bomo tudi realizirali, če nas bodo hoteli v koaliciji. Če vas Pahor povabi v koalicijo, kakšen je odgovor? Ja, mi smo odprti za vse, tudi za Pahorja. Najprej eno bolj od predvolilnih obljub, kaj bo 1000 evrov pokojnine. Ko bo vsa koalicija za to, da to naredimo. Drugo vprašanje. Najmlajša kandidatka, ki je zaposlena na ministrstvu za obrambo, mogoče ona zdaj, Teja Konrad, postala obrambna ministrica, vi pa kakšen drug resor, si ga bolj želite? Ne, za to ni možnosti. Še vedno želite pač pravosodni resor, vašo osnovno, bomo rekli, izobrazbo, osnovne resorno? Se mi zdi bolj zanimivo ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino. Pa je Desus s svojimi kadri kos, recimo, resorju, kot je delo, pa ministrstvo za delo in socialne družine? Če je bil kos v obrambi, bo tudi delo. Obrambno ministrstvo, kaj če mu ne vpliva, tako ne vem, kako na ljudi direktno, razen dobro, nakupa neki tehniki, onga orožja. Očitno niste spremljali volilno kampanjo. Spremljal sem že, medijsko je bilo to dosti odmevno, ampak sam vpliv pa nima takšen na sam proračun, bomo rekel, obrambno ministrstvo, kot ima lahko kakšno drugo ministrstvo. Iz obrambnega ministrstva smo namenili več kot 30 milijonov evrov za socialne transfere. Gospod Karl Erjavec, o vladi vas verjetno bomo videli. To še ne vem, to je stvar pogajanj. Ampak če takole pogledamo zdaj rezultate, ki so zaenkrat znani? Ja, rezultati so zelo dobri, vendar za temi rezultati pa tudi stoji naš program in tukaj bomo zelo zahtevni pogajalci. Bojo zdaj bolj realne, bom rekel, kot so bile predvolilne obljube, bojo zdaj bolj realna dejanja? Mislim, da je nujno potrebno izboljšati najnižje pokojnine, koliko jih bomo lahko povečali, je pa tudi stvar nove koalicije. Najlepša hvala.